Danes želim v tem lepem dnevu, 15. avgust 2026, govoriti o svetosti življenja. Moj zgled je že dolgo Marija, mati od Jezusa. Zakaj? Zato, ker je bila resnično predana Božji volji. Veliko je molila in izpolnjevala je vedno samo Božjo voljo. Ko je dobila obisk Gabriela, ko je prišel in ji povedal, da je izbrana, da bo obsenčena s Svetim Duhom in da bo rodila Božjega sina, je rekla, naj se zgodi Božja volja. Ni je bilo strah jeze Izraelcev, ker še ni bila poročena. Vedela je, da kamenjajo do smrti vsa dekleta, ki so bile noseče, ne da bi bile poročene. Ko je dobila sporočilo, da je izbrana, da bo rodila Božjega sina, čeprav je bila šele zaročena in še ni spoznala svojega moža, svojega zaročenca kot žena, je preprosto rekla, rekla sem Gospodova, naj se zgodi Božja volja. In obsenčena je bila s Svetim Duhom in dobila je velik dar, veliko milost. Postala je mati Božjega sina. Božjega sina, ki nam je prinesel ljubezen, vero, upanje, da bo Bog na zemlji zmagal. Da bo zmagala ljubezen v naših srcih in med nami in po vsej zemlji. Čudovito obljubo smo dobili, ker je rekla Marija, da Božji volji. Ni imela strahu, ampak bila je ponižna pred Božjo voljo. Tista ponižnost, ki jo vsi potrebujemo. Prav vsi potrebujemo to ponižnost. Da dovolimo, da smo blagoslovljeni iz neba. Da dobivamo blagoslove od Boga preko Svetega Duha. Ker Sveti Duh je tisti, ki nas spreminja, ki nas zdravi, ki nas poučuje, ki nas združuje, osrečuje, zato da postajamo vedno bolj sveti, vedno bolj zdravi, vedno bolj polni Svetega Duha in postajamo templji Božji. Templji, ki sijejo Božjo resnico. Ja, mati Marija je bila prva mati, ki je oprala Evin greh, ker je odšla stran od Božje volje, ker je šla v sodbo, ker je sodila, kaj je dobro in kaj je slabo. Zato je rodila v bolečinah Eva. Rodila je Kajna dobrega, ki je sodil svojega brata, drugega, Abla, ki je bil na en način slab, grešnik, ki se je kisal za svoje grehe, vsak dan znova in znova je prosil Boga za milost. Kain pa je bil prepričan, da je dober in da ima pravico soditi svojega brata. Celo ubil ga je in je mislil, da dela dobro delo, ker ubija slabo, da bi živelo dobro. In to je tisti prvi greh, sodba, ki je še vedno tukaj na zemlji preveč prisoten. In na sodiščih, in v vladi, in med nami. Zakaj? Ker še nismo ponižni pred Božjo voljo.
Ker mi smo, kakor Marija, Božji delavci, ponižni pred Božjo voljo. In ne želimo umreti v starem človeku, v zemeljskem človeku in zaživeti nov dan, novo jutro po Božji volji. Zato je tako pomembno, da razumemo Evin padec in Marijin popravek. Ona je bila prva na zemlji, ki je prinesla popravek Evinega greha, zaradi katerega vsa zemlja še vedno trpi. Še vedno so vojne, še vedno je smrt in bolezni. Čeprav nam je dana obljuba o večnem življenju v telesu, v tistem času, ki ga je Bog določil za vsakega izmed nas, če bomo dovolj ponižni pred Božjo voljo. Ja, hvaležna sem Mariji, da je bila tako pogumna, zelo hvaležna, da nam je dala Jezusa, da nam je pokazala pot, kako tudi mi smo lahko blagoslovljeni direktno z neba po Svetem Duhu, če rečemo in se odločimo, naj se zgodi Božja volja. Ne moja volja, ne moj strah, ampak Božja volja. Kaj pa je Božja volja? Božja volja je življenje, je radost, je zdravje, je obilje, je mir, hvaležnost, radodarnost, veselje, življenje v obilju. To je Božja volja. Božja volja je, da smo otroci srečni, zdravi in da imamo mir v srcu in mir okoli sebe. Božja volja je raj na zemlji. Bog je pripravil prečudovit planet Zemlja za svoje otroke, za njihovo čudovito življenje na zemlji, za mir, za lepoto. Ja, in hvala Marija, da si sprejela Jezusa v svoje življenje, v svoje telo, ga rodila, nam ga darovala in istočasno nam pokazala, da obstaja pot, tista pot, ki se reče milost. Ne moremo s svojimi dejanji dobiti večnega življenja, v telesu nemogoče. To je vse milost, ki jo dobimo direktno od Boga, od Svetega Duha. In Marija je bila blagoslovljena s Svetim Duhom. In ko je obiskala svojo sorodnico Elizabeto, ki je bila tudi tedaj noseča v pozni starosti, je Elizabeta začutila veliko veselje njenega otroka v njenem trebuhu, ko je stopila Marija, ki je bila že noseča z Jezusom, in je samo rekla, kakšna milost me je doletela, da sem dobila blagoslov preko tebe, Marija, preko tvojega otroka. In Elizabeta je bila prva, ki je bila blagoslovljena, zato ker je bila Marija noseča z Jezusom. To so skrivnosti, ki jih razumejo samo tisti, ki so ponižni pred Božjo besedo. Tisto besedo, ki oživlja, ker Bog je tisti, ki daje življenje, Bog je tisti, ki nas obuja, kadar se zgodijo katastrofe. Bog je tisti, ki je obudil Jezusa tretji dan od mrtvih. Bog je tisti, ki je Oče vseh nas, ki je ustvaril vidno in nevidno življenje, ki je suveren na nebu in nam je poslal svojega sina, da se je rodil kot človek. Ni bil ustvarjen, ampak kot človek se je rodil. Živel je z nami ali ni bil
del tega sveta, bil je po Božji volji, Božja volja ga je vodila, Sveti Duh ga je vodil in vedno je govoril, jaz delam to, kar je očetova volja. In vedel je Jezus, da bo imel težko preizkušnjo na tej zemlji, da bo kot človek moral trpeti, umreti, vendar je vedel, da ga bo Oče obudil tretji dan in mu dal poveličeno Božje telo. In kaj je poveličeno telo? Kaj je Božje telo? Mi, ki smo še vedno na zemlji, ki poznamo bolečine, ki še nismo poveličeni v telesu, si to težko predstavljamo. Težko si je predstavljati Jezusa, ki pride skozi zid, ki je ali ne je, ki obuja mrtve, ker smo še vedno zemljani. In vendar imamo možnost prav vsi sprejeti Svetega Duha, ki nas oživlja, uči, ozdravlja, če smo dovolj ponižni in če se odločimo za življenje in za sveto življenja. Marija se je odločila. Zato je dobila poveličeno telo, zato je živa na nebu, zato jo nekateri celo vidijo, kot otroci v Medžugorju, kot otroci v Fatimi, so videli Marijo. Zakaj? Ker je njihovo srce čisto, ker je njihov duh bil čist in ker so bili izbrani, da so jo lahko videli in ker so bili ponižni pred Božjo resnico. Ali si ti ponižen pred Božjo resnico? Ali sem jaz dovolj ponižna pred Božjo resnico? To je sedaj tisto vprašanje. Vsak izmed nas se mora odločiti, ali poslušati Božjo voljo, ali poslušati zemeljsko modrost. Ali verjeti, da obstaja smrt in konec življenja? Ali verjeti, da obstaja življenje po življenju, da obstaja poveličeno telo, da obstaja nekaj, kar mi še ne razumemo? In vendar je Marija se že prikazala številnim otrokom. Tudi, kot vemo, na Koriščku jo je videl en duhovnik. V Medžugorju so jo tudi že videli, nekateri jo občutijo. Obstaja poveličeno telo, obstaja večno življenje v poveličenem telesu, vendar ne za vsakogar. Kdor verjame v smrt in v konec življenja, bo pač prišel do konca zemljskega življenja ali pri 80 letih, ali pri 120 ali pri 50. Kdor pa verjame v večno življenje v telesu, tudi če ga ubijajo, tudi če zaradi kakršnekoli katastrofe zemeljske umre fizično, bo živel, ker Bog je Bog življenja. In tisti, ki verujemo v življenje, večno življenje, je Bog tisti, ki nas bo dvignil iz vseh preizkušenj in nam dal svoje milosti in svoje modrosti. Ja, leta 96, 7. marca sem rodila svojega 4. otroka, ker sem molila, da ne bi čutila bolečin, in res sem ga rodila brez bolečin. Prismajal se je na svet, razveseljeval mi je dneve v nosečnosti in kasneje še dobrih 9 mesecev na tem zemeljskem nivoju. Ko se je zgodilo, kar se je zgodilo, ne da bi jaz osebno lahko to preprečila, ker je pač okoli mene bila črna nevihta, ki je nisem razumela, nisem znala moliti zase, nisem znala svojega strahu predati Bogu in sem iskala pomoč pri zdravniku, ki pa mi ni pomagal. Nasprotno, ni bil pod milostjo.
Zgodilo se je tisto, kar se je zgodilo že z Jezusom, ki je bil križan. Zato, da smo se mi ljudje naučili, da obstaja življenje po življenju, da obstaja hudobija na tej zemlji, ki je neizmerna, a obstaja še Božja milost, ki nas zdravi, ki nas obuja od mrtvih, ki dela tisto, kar je Božja volja. Ja, ko so mi povedali, da je moj otrok fizično umrl z diagnozo možganska smrt, ki so jo naklepno povzročili s stresanjem zaradi jemanja organov in krvi, sem jaz tudi mislila, da je otrok mrtev. Verjela sem v tistem trenutku v smrt. In vendar sem dobila novo spoznanje, ker sem slišala otroka, ki me je prosil, naj se borim, da ga ne bi obducirali. Sploh vedela nisem, da obstaja obdukcija. In ko sem zdravnika, gospoda Janeza Primožiča, vprašala, a ima namen narediti obdukcijo, je rekel, seveda. In sem prosila, da ne dela obdukcije prej kot 3 dni. Obljubil mi je. In verjela sem mu, ker sem imela v srcu vero, da bo Jezus obudil mojega otroka 3. dan, tako kot je Bog obudil Jezusa 3. dan. Imela sem vero. Zato mi je bilo zelo pomembno, da ne bo obdukcije prej kot v 3 dnevih. Nalagali so me, ker ko sem hotela videti otroka te 3 dni, mi tega niso dovolili, zato sem prepovedala obdukcijo tudi čez 3 dni in odšla celo na policijo in prosila za zaščito, ki jo pa žal nisem dobila. Na policijo je poklical tudi sodni izvedenec Anton Dolenc, ki je naredil sum na kaznivo dejanje zato, da je dobil uradno zakonito dovoljenje, da je lahko naslednji dan obduciral otroka. Nisem uspela z svojo besedo, svojo ljubeznijo prepričati ljudi okrog sebe, da ne bi naredili obdukcije v bistvu še duhovno živemu otroku. Ker otroci, ki so možgansko smrti, vse čutijo, vse bolečine, vidijo vse. Jaz kot njegova mati sem ga skušala zaščititi pred obdukcijo. Trudila sem se cel dan, napisala pismeno prepoved obdukcije, ki sem jo poslala kliničnemu centru in Dolencu in Primožiču, da prepovedujem obdukcijo, da želim spoštovanje mojega otroka. Tedaj še nisem vedela, da so naklepno povzročili možgansko smrt. Nisem videla, da tresanje, ki je bilo narejeno med prevozom od infekcijske klinike do kliničnega centra, da je bilo namerno spodbujeno tresanje s tem, da je ena guma na kolesu manjkala in je bilo neravnovesje in je otrok doživel mučenje, dobesedno križanje. In jaz kot njegova mati ga žal nisem znala in mogla zaščititi pred tem zločinom. In vendar danes, po tolikih letih, to se je zgodilo leta 97, 16. januarja je uradno fizično zapustil svoje življenje, vem nekaj, da je to Bog res dopustil. Pa ne zato, da bi mene kaznoval, ne zato, da bi kaznoval otroka, ampak zato, da se je razkrilo naklepno ubijanje otrok v kliničnem centru s tresanjem, naklepno jemanje organov, naklepno ubijanje malih otrok s tresanjem. Ja, odkrilo se je vse za Božjo slavo. In dolgo sem mislila, da je moj otrok mrtev. In vendar je prišel, hvala Bogu, dan,
Ko sem bila na grobu in sem dobila videnje, dobila sem dar Svetega Duha, ki mi je povedal, da otrok ni več v grobu, da ga je Bog dvignil iz groba, da mu je dal nazaj vse organe, da je živ, da je zdrav in da nas z neba še naprej blagoslavlja, uči mene in vse tiste, ki želijo modrost Boga. Ker zemeljsko razmišljanje ni Božja resnica in Božja resnica ni zemeljsko razmišljanje. Veliko sem se naučila v vseh teh letih in nekaj vem, da odhod mojega sina ni bil zaman. Vem danes, da ni trpel, ko so ga križali v telesu, ker ni jokal, ni protestiral, ker je bil obdan Svetim Duhom in je odšel z ljubeznijo, kakor je z ljubeznijo prišel. In mene in vse, ki želijo, uči z neba o Božjih resnicah. V tistih resnicah, kaj pomeni poveličeno telo, kaj pomeni obujanje vseh nas, ki verjamemo v življenje po fizični zemeljski smrti. Jaz danes vem, da obstaja življenje po življenju, vem, da živi Marija, kljub temu, da je zemeljsko odšla, je pri Bogu živa in ima telo, poveličeno telo, je živa in nas gleda z neba in vesela sem, da je Slovenija ponovno dana Božji materi v varovanje in da je Slovenija zrela sedaj, da smo odprti za Božjo resnico, da smo odprti za Svetega Duha. In naj se vrne nazaj tista milost, ki smo jo že bili deležni leta 89, leta 90, leta 91. Naj se ta milost naseli vseh nas, v naših srcih, v naših mislih, v našem duhu, da bomo bolj verjeli Bogu kot temu svetu. Da bomo verjeli resnici, ne lažem, da bomo delali za življenje, da bomo spoštovali življenje in da nikdar več, nikjer, nikoli ne bodo tresli otrok z namenom kraje organov in krvi, ker resnica je resnica. Zločin je zločin. Če ukrademo jabolko v trgovini, nas policija zapre, če pa ukradejo organe pod krinko suma na kaznivo dejanje, pa je to dovoljeno. A ne pred Bogom. Ne pred Bogom. Mogoče črka to prenese, mogoče predpis to prenese, vendar Božja resnica je Božja resnica. Zato jaz verjamem, da prihaja dan, ko bomo razumeli, kaj je poveličeno življenje, kaj je večno življenje v telesu, kaj je to, da premagamo smrt z ljubeznijo, ker dana je obljuba, da bo Gospod Jezus Kristus tudi smrt dal pod naše noge, da smrti ne bo več. Jezus Kristus je prišel, da premaga smrt in nam da večno življenje v telesu in to poveličeno življenje. In hvala, ker ste bili danes z menoj. Hvala, ker ste slišali, da ste vi tisti, ki se odločate, v kaj boste verjeli, ali v večno življenje v telesu, poveličenem, ali v večno smrt. Hvala lepa za vašo pozornost.